Dopoldne je v Mariboru minilo kot običajen decembrski dan. Na Trgu Svobode prevladuje predpraznično vzdušje. Da se Mariborčani pripravljajo na ponoven protest proti mestnim politikom, je od jutra opozarjal le nov nadpis nad Koroškim mostom. Na Trgu Svobode je pravo predpraznično vzdušje. Čez polovico trga je drsališče, ki so ga začeli postavljati včeraj, odprto pa naj bi bilo v ponedeljek. Ledu sicer še ni, pred morebitno gnečo pa ga nameravajo zaščititi z ograjo. Tudi na stojnicah ne vedo, ali bodo popoldne še prodajali svoje izdelke. Ob zadnjem protestu so morali nekatere stojnice zapreti. Mi smo morali zapreti, ker so se vseeno bali, da se nam je kaj zgodilo, ampak škoda je, ne? Ker čez dan ni vzdušja. Na ta dan pa je, mislim, popoldan pa je, potem vzdušje pa bi lahko mi nekaj prodali, ne? Se boste udeležili protesta? Seveda se bom. Je zato, ker se mora priti do nujnih sprememb. In to generalno, ne samo mariborsko. Ja, moramo biti malo solidarni, ne? Predvsem to, ne? Solidarni pa strinjam se z nekaterimi zahtevami, recimo, ne? Ja, ostane kakšna druga pot? Mislim, da ne. Policisti pa ponovno opozarjajo vse udeležence shoda, da naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno. Še posebej pa odsvetujejo udeležbo otrok. Policisti smo pripravljeni da bo shod potekal na takšen ali drugačen način. Seveda nam je želja, da bi shod potekal mirno, ampak policisti so tudi pripravljeni na to, da bi shod ne potekal mirno. Že od jutra pa na nadvozu nad Koroškim mostom na dogajanje v mestu opozarja zelo domiseln napis. V vrtcih se zaključuje glasovanje o sodelovanju v napovedani stavki glede zaostrenih standardov in normativov v predšolski vzgoji iz zakona za uravnoteženje javnih financ občin. Na stavko se pripravljajo v SVIZ-u in sindikati vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije. Odločitev pa bo predvidoma znana v ponedeljek, prav tako morebiten datum in trajanje stavke. Sicer pa so v sindikatu že napovedali, da bodo v primeru neuspešne stavke začeli zbirati podpise za referendum. Poslanci Državnega zbora so redno decembrsko sejo začeli s spremembami zakona o bančništvu. Imenovali naj bi tudi vodstvo Javne agencije za varstvo konkurence ter Agencije za upravljanje kapitalskih naložb. Državni zbor se bo danes lotil tudi predloga novele zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero želi vlada popraviti nesorazmerne posege v izplačilo nekaterih pokojnin. Tako se bodo približno 8.000 upokojencem pokojnine zvišale na prejšnjo raven. Maribor se počasi poslavlja od Evropske prestolnice kulture. Do nedelje bodo po mestu na sporedu koncerti, literarni dogodki, predstava, modni performans, šahovski turnir, razstave, projekcije in delavnice. Uradna predaja naziva prihodnjima prestolnicama kulture, mestoma Marseille in Košice, bo v soboto zvečer v Narodnem domu Maribor. Prihodnji teden bodo sledile zaključne prireditve v partnerskih mestih. V Gimarajnšu se bodo od naziva EPK poslovili 21. decembra. Na Pokljuki še vedno odmeva včerajšnja zmaga Jakova Faka, današnji dan pa bo v znamenju deklet. Na sporedu bo ženska preizkušnja svetovnega pokala. Dekleta se bodo pomerila v sprintu. Slovenske barve bodo branile Teja Gregorin, Andreja Mali in Lili Drčar. Jutri bo oblačno, padavine se bodo okrepile in razširile nad vso državo. Po nižinah bo deževalo. V severovzhodni Sloveniji bo malo padavin. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V nedeljo se bo delno zjasnilo, v ponedeljek pa bo spet bolj oblačno. Po večini bo suho, po nižinah bo večji del dneva megleno. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Tudi tokrat bomo podrobno spremljali proteste v središču Maribora. Ogenj je uničil 3 stanovanja v središču Slovenske Bistrice. Projekt Evropske prestolnice kulture se končuje. Bodite z nami ob 18.